Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes je poseben dan. 11.11. To je v bistvu tako kot en velik portal. Zdaj pa, kaj to pomeni? 11 po numerologiji. Kot veste, jaz nisem strokovnjakina za numerologijo, ampak ljubiteljsko me pa zanima. Pač številke imajo svojo vibracijo. In tako kot vsaka stvar, tudi števila nosijo neko sporočilo. Ker recimo, če kar naprej videvate na cesti, recimo 111, ali pa pogledate na uro 11 in 11 minut, to pomeni, da nekdo vam nekaj hoče sporočiti. No, jaz verjamem v to, da nas vodijo angeli in da hočejo, pač tako sporočajo, daj zbudi se. In če kar naprej vidite 11, 11, 11, enka, 111, kaj to pomeni? Enka pomeni nov začetek, hkrati pa, če videvate kar naprej te enajstke in ne vem, da vsak dan pogledate ob 11 in 11 minut na uro, pomeni, da vaši angeli vam sporočajo, postav se na svoji dve nogi, zaupaj v svojo intuicijo, zaupaj v svojo moč. Zato, ker število 11 po numerologiji, jaz imam tukaj knjigo Moč števil, v glavnem po numerologiji je 11 mojstrsko število, prvo mojstrsko število in sicer 11. Število 11 v življenju pogosto povzroča neugodje, saj razbija utečene in navidezne harmonične življenjske vzorce. In če ste mogoče rojeni 11. ali pa imate ime in priimek 11, vam mogoče vas drugi vidijo kot neko, mogoče celo tako konfliktno osebo, da nekaj hočeš po svoje, nekaj hočeš spremeniti, nisi zadovoljen z utečenimi zadevami. Ampak to je očitno vodstvo vaše duše. Verjemite mi, 11 je nek zvonec, začni uporabljati svojo intuicijo. Dejansko podobna ta razbijanje vzorcev, podobna naloga je tudi osmica, se pravi, če ste rojeni 8. ali pa kar naprej videvate te osmice na registrski tablici, ne vem, nekdo pelje mimo vas 8. 8 je v osnovi, to je število neskončnosti. In je povezano s tem, da razbija neke utečene zadeve, tisto, kar je trhlo, in želi postaviti boljše zadeve. Hkrati pa sporoča osmica, da zaupajo materialno, da bo poskrbljeno zate. Ravno tako pa ta 11, kot danes ta portal, govori o tem, zaupaj, si trdno na tleh, ampak hkrati zaupaj v svojo intuicijo. Tukaj noter piše, v tej knjigi Moč števil, piše, da dejansko je 11 tako kot dva stebra usmerjena v nebo in je dejansko povezan s tem, da vlečeš dol sporočila svoje duše. Število 11 ima svojo prodorno intuicijo. Zavedajte se, če vam ta 11 kar naprej skače v glavo, pomeni, da je čas, da začnete uporabljati svojo intuicijo. No in danes, kot ta močen portal 11, kar dve 11 skupaj, to je res močno število. Se pravi, dve mojstrski števili skupaj in zdaj, če gledamo skupno vibracijo 11 plus 11 plus 2024, je pa danes število 3. Se pravi, hkrati je pa to število povezovanja, število napredka, število 3 je tako mehko število, ni radikalno, ne dela zaključke, ampak nekako se naredi nek premik naprej. Tako kot recimo mož in žena, ko dobita otroka, dejansko se poveča družina, je v bistvu že napredek v družini. Tako da v vsakem primeru jaz verjamem v števila, verjamem v sporočila višjega jaza, mojih angelov, da me vodijo tudi preko števil. Recimo, zadnje čase kar naprej videvam 7, 7, 7, 7, 7, povsod so sedmice. In v bistvu to sporočilo pa je, da končni rezultat bo presegal vsa moja pričakovanja in da se nahajam na pravi poti, da se v osnovi učim zaupanja.
No, in ker je danes tak poseben dan, bomo brali sporočila s kart. Ošutove karte, prehodov na vodovo, tukaj imam zdaj še angelski tarot, da vidimo. No, v glavnem, naj vas še povabim, jutri zvečer bom imela webinar. Na webinar se lahko prijavite, ga spremljate v živo, če se prijavite od spodaj na mojo mailing listo in v bistvu vam pošljem pol povezavo za webinar. Jutri bomo govorili o tem, kako pomembni so hormonski centri v možganih. Kako pomembno je, da razumemo, kako deluje hipofiza pa epifiza. To sta pač dve drobni žlezi, ki sta veliki tako kot grahovo zrno, pač čist mečkani sta. Ampak kar je pomembno, kar danes govorimo o intuiciji, pa moramo razumeti, da prav ta pineal gland, kakor rečejo v angleščini, oziroma epifiza po naše, to je ta žleza v središču naše glave, je dejansko kot antena za sporočila naše duše. In dejstvo je, da tudi ta antena tehnično deluje. Ta antena, da deluje, dajte, če nimamo mi mineralov, tehnika ne deluje. Kar pomislite, kaj je prevodnik, če želite, kot to gledamo, ne? Ali pa magnet, da deluje. Ti lahko daš magnet na plastiko, ne deluje. Če imate vi plastiko v vaši glavi, ne deluje tudi vaša intuicija. Zato je tako pomembno, da mi razumemo, s čim nahranimo mi te žleze, kaj potrebujejo za delovanje. Ker žleze v možganih so tako občutljive na substance, tako občutljive na težke kovine, da v bistvu jih dejansko, da jih blokiramo s težkimi kovinami. Pa človek pomisli, pa jaz imam težke kovine v mojem telesu. Če imate sive amalgamske zalivke, imate težke kovine, živo srebro. Ga imate. Če ste se kdaj cepili, imate težke kovine, 100%. In kar pomislite, koliko smo bili cepljeni. In dejstvo je, da kdor se je zdaj sploh v zadnjem času cepil, se ne more odcepiti. To ne deluje. Ampak to je dokazano, da s cepivi pač gre v telo določena količina strupov, tudi težkih kovin. Težke kovine motijo delovanje in hormonov in hormonskih centrov in potem se človek vpraša, zakaj nekdo, ki je v bistvu se cepil, recimo, ima zdaj toliko težav z vnetji. No, o tem bom jutri razlagala, bolj tehnično, kako je pomembno, da pač te strupe spravimo iz teh žlez v možganih, kakšne kombinacije vitaminov potrebujemo, hkrati se pa s tem tudi izboljša delovanje hormonov, ker to so glavni nadzorni centri našega hormonskega stanja, in po drugi strani izboljša se razpoloženje, več hormonov zadovoljstva teče po našem telesu in na splošno se v naše telo naseli življenje. No, ampak o tem jutri. Danes pozitivna sporočila. Da vidimo. Zate, ki poslušaš tale video, kaj je tisto, kar je prav, da ozavestiš, da veš, da se mogoče spomniš, kaj je tisto, kar tebi sporočajo angeli in vodniki. 3 karte bom potegnila, da vidimo 3 karte. Prva, druga, tretja. Prva je prišla zaziranje vase. Se pravi, čas je, da te notranje vode umiriš. Da ni važno, koliko glasov imaš okrog sebe, kdo ti govori, kako bi mogel, kako bi mogla, kako ni prav, kako je. Pač zaziranje vase. In vse tisto, kar v tebi vzbudi valovanje, čustev, ne? Vse tisto ni dobro za tvoje telo. Se pravi, tvoja čustva ti tako povejo, kaj je dobro za tebe. In to, kar ti povzroča valovanje, pomeni, da ni tako dobro za tebe. In zdaj kar pomisli, preko koga ti dobiš to valovanje? Ja, preko ful prijaznih ljudi mogoče. Ali pa preko tistih, ki ti govorijo, kako bi mogla, pa ti nisi prav naredila. Tako, kako rečejo temu, konstruktivna kritika. Kritika je kritika, pač kakorkoli obračaš, ne? V glavnem, zaziranje vase, čas je, da poiščeš svojo modrost v svoji duši.
in potem se bojo tvoje vode umirile. Potem pa naprej. V nekaterih kartah ne piše norec, ampak piše sanjač. Se pravi, ti si na začetku nekega novega obdobja in to novo obdobje, ki je pred teboj, je tako neverjetno in te pelje naprej. Zanimivo, tale moja kamera se je odločila, da bo dol gledala, bo mogla toliko prekiniti. Tako gremo naprej, sem mogla kadar popraviti enostavno, ni stalo tako, kot bi mogli stati, tale pač držalo. No, v glavnem, in naslednja stvar, upočasnitev. Upočasnitev tvojega tempa. Se pravi, če imaš občutek, kot da si na neki dirki, daj se ustavi, zadihaj, vprašaj se, kje sem v tej zgodbi jaz. A je zame to v redu? Kako se jaz počutam v tej zgodbi? Kot pač dejstvo je, da najprej moramo poskrbeti za svojo energijo, ker če ne poskrbimo za svojo energijo, nas življenje enostavno premetava kot čoln, ki ni privezan. Enostavno ga vrže tja, ga vrže nazaj. Ko imaš pa sidro, in to sidro je povezano s tem, kako se jaz počutam. In ko pride val, in če ti vidiš, da to ni zate, jasno rečeš, opa, to pa ni zame. In je prav, to so v bistvu zdravo postavljanje mej. In vemo, da tisti, ki ne znajo ali pa ne znajo postavljati mej, pač jih vsi izkoriščajo. In kdo na koncu nasrka? A govorim tako, kot mislim. Pač najebe vedno tisti, ki ne zna reči ne. Pač tako je. Pač postavljajte meje, kar ni dobro za tebe, reči, to pa meni ni všeč. In poskusite najti neko rešitev, ki bo pa dejansko vam všeč. No, zdaj pa gremo naprej na prehod v novo dobo, da vidimo, kaj ti angeli sporočajo. Tam dajte, kar sem rekla, dajte pi, tako da v glavnem, vem, tako govorim. Ampak ne moram drugače, mi v slovenščini nimamo toliko radikalnih besed, kot jih imajo naši južni bratje. In včasih, ko se gre za radikalne zadeve, pač v slovenščini zveni tako, kot bi dal celofan čez. In zanimivo, prišla je karta zaključek poti. Bodi hvaležna za vse izkušnje, ki ti jih prinaša življenje. Sama je vam pokukala. Se pravi, to ne pomeni, da si umrla, absolutno ne, pa da boš umrla, ampak to samo pomeni, da je neko obdobje za teboj in to obdobje je bilo obdobje učenja. In zato bodi sproščena, ker je najhuje res za teboj in pojdi naprej. Pač bodi samo hvaležna za vse te izkušnje, ki ti jih življenje prineslo. Res je, včasih je težko iti čez to s hvaležnostjo, ampak če pogledamo, mogoče pa rečemo hvala Bogu, da se je nekaj zaključilo. Ker vsak zaključek ima na koncu seme nekega začetka. No, gremo naprej. Angeli. Zvoki in angelske sfere. Angeli te vodijo tja, kjer je zate najbolje. Vodi usklajena simfonijo srca in narave. Se pravi, v naravi boš tako dobila novo moč, ker ta nova moč, ko se sprostiš, ko greš v naravo, ko objameš drevo, ko dovoliš tudi sebi, da se zjokaš, pač dovolj, da dobiš novo energijo, ker zvok te očiščuje, zvok ti odstranjuje blokade. In zavedaj se, da je naraven tempelj, ki je prežet z nežno glasbo, žuborenjem potočka, šelestenjem listja, žvrgolenjem ptic, bučanjem valov, žvižganjem burje, dihanjem morja. Vodi usklajena z zvokom narave, ker narava čisti tvojega duha in tvoje telo. In stvarjenje. Zavedaj se, da se vsak dan v tebi rojeva nova energija, ker ti si povezana s plodnostjo in obiljem. Stvarjenje je prišlo. V glavnem, zavedaj si, da si ti boginja na zemlji in ti si ženska, ki ustvarja svojo vibracijo. Se pravi, če neprestano vrtiš probleme, pa je ta problem, pa je ta človek, pa je tako, kaj ustvarjaš? Probleme. Zato je tako pomembno, da pač svojo energijo daješ v afirmacije. Recimo, če pogledam, jaz sem ženska, ki sem usklajena z simfonijo. Lejte, no recimo tle vam berem, to so afirmacije.
Jaz sem ljubezen, ki skozi žensko milino sije na svet. Jaz sem mati, ki Bogu pomaga pri stvarjenju novega. Svet prežemam z milino. Mehkobo in veseljem usklajena sem z ženskim in moškim principom. Ja, prav je, da si močna. Prav je, da si močna, ampak če si ti ženska v moški energiji, kakšna si? Jezna, arogantna, možača, se boriš. To ni v redu. Ni v redu za tvoje telo, ni v redu za tvoje hormone. Ampak ženska v ženski energiji, ki je usklajena z moškim in ženskim principom, pomeni, da takrat, ko je čas, deluje, odločno deluje, ampak ne z jezo. In takrat, ko je pa čas, je pa še vedno vse v tej ženski milini. Ampak to ne pomeni, da če je ženska v ženski milini, da je pač neumna. Da je kot ena kokoška, ki koka okrog. Pač ne. Pomeni, da razmisli, kaj je dobro za njo, za njene otroke in tako deluje. To je ta ženska moč. In če pogledamo to žensko moč, pomislite, medvedka. Medvedka dejansko ščiti svoj zarod. Ne dela nič v imenu ljubezni in če samec napade njene mladičke, ga z vso močjo prežene. To je v živalskem svetu. A veste, kaj pa dela ženska, ki je ranjena? V imenu ljubezni potrpi in se dela, da ne vidi, samo zato, da je na zunaj mogoče videti lepa družina. In zaupaj toku življenja. Vem, da je težko včasih, ker je še kakšen drug, ki pa Bog, ki mi bo pomagal, a ne? In včasih dejansko ti ne ostane nihče drug, kot dejansko Bog, ki ti pomaga. In ko zmorem prepustiti nadzor stvarstvu, se vse uredi na čudežen način. Poslušam notranji glas, ki mi govori. Dovoljujem, da v moje življenje prihaja vse, kar je dobro za mene, in to s hitrostjo, ki je pravšnja za mene. Rezultatov se ne da izsiliti. Zaupam, da se vse ureja v najvišje dobro vseh vpletenih. Da vam povem danes eno zgodbo. Prej sem govorila z mojo starejšo hčerko. V glavnem leta nazaj je zlomila roko v komolcu. In je bilo videti tako po prvi operaciji in po fizioterapiji, da bo dejansko pri 15 letih delni invalid. Dejansko zdravnik, pomislite to, kaj se je zgodilo. Na travmatologiji, kjer sva bile midve na kontroli, zdravnik v pričo Sare, se pravi 15-letnega otroka, zdravnik pravi, pač roka je bila gibljiva mogoče 10%. In on tako kontrolni pregled reče, ja, roka ni gibljiva, no zdaj pa tako, pač to je to. In jaz ga pogledam, sem rekla, kako je to? Je rekel, ja, pač smo naredili operacijo, fizioterapija in to je to. Sem rekla, pa čakajte, ne more biti otrok pri 15 letih delni invalid. Je rekel, veste kaj, gospa, ravno kar sem mu, zdaj pa to je dobesedno, operiral enega mladiča, je imel isti primer, pa sem mu pri operaciji prerezal živc, zdaj ima pa roko gibljivo, pa mu tole dol dlan visi. V pričo Sare. Kako mislite, da je odreagirala? Ven v jok je rekla, mami, jaz hočem stran od tega norca, on mi bo uničil življenje in tako naprej. In dejansko jaz sem rabila druga kirurga. In zdaj pogledajte, kako najde druga kirurga, jaz ga ne nosim v žepu. Dejansko molila sem, tako molila, tako sem bila pač obupana, kako naj otroku pomagam. Molila. To je bilo pol čez par dni, šla sem na kolo, kolesarila sem do Zbiljskega jezera, enostavno vedela sem, da rabim pač pomoč. Midva s Karlo sva spet tle, spet je prišla okrog, v glavnem, in kaj se je zgodilo. Tam sedim na policiji in binglam z nogami dol do Zbiljskega jezera, jokam in molam. In dejansko mimo prekolesarta fant in punca, pač na kolesih prideta in se ustavita na tej polici in moraš vedeti, kje je ta polica. Ker če tega ne veš, ne moreš videti iz ceste, da je ta polica res tam. V glavnem in prideta in od tistam jaz sedim in jokam in binglam z nogami noter pač
pač sedela sem na robu te police. In v tistem se zasliši žuborenje, neko brbotanje od spodaj pod tem previsom in ven priplava raca z mladički. Ne vem, 15 mečkanih račk in plavajo in te račke se potapljajo. In ta fant da nogo, tako se nasloni poleg mene pa reče: gospa, veste, to je pa darilo za nas. Tako, to je pa predstava za nas. In v tistem je še bolj jok sama, pri sebi tudi govoriti nisem mogla. Sem rekla, tako sem jaz s temi mojimi otroki, to sem jaz. Pač obupan si, ker vidiš, da nekako bo treba rešiti otrokovo roko. No in v tistem začne zvoniti tako čez Zbiljsko jezero in reče, punca fanta je rekla, kam pa zdaj ti greš? In on pokaže z roko dol proti cerkvi. Rekel je, zdaj grem dol, in rekla, jaz pa grem nazaj. In odideta. In meni se je zdelo tako, ko sta odšla, kot da bi odnesla vso mojo bolečino. V glavnem, ko one dva odideta, jaz potolažena, se usedem na kolo, se odpeljem in prvi avto, ki me prehiti, na registrski piše Mihael. Zdaj pa poslušajte to, kaj se je pol zgodilo. Pač jaz verjamem v čudeže. Naslednji dan me pokliče ena stranka. Redko naroča, redko. In vpraša, kako se mi ni, razložim, pač da iščem kirurga in da sem čisto obupana in sploh ne vem, kako bom pomagala mojemu otroku. In ona reče, pa se jaz delam na zdravniški zbornici, jaz pozabila. Ja, pozabila sem. Pa daj ti bom jaz zrihtala. Naslednji dan, se pravi na torek, midva s Saro greva na pregled k drugemu kirurgu, to je sprejel, naredi pregled, vse potrebna zdravljenja, naredi potem čez nekaj mesecev operacijo, ki je uspela in moja Sara ima 100% gibljivo roko. Čudeži? Ja, obstajajo. Ampak včasih se mogoče učimo v življenju, pač zaupati v tok življenja in včasih je tako težko zaupati, da je res točno to prav za naš duhovni razvoj, ker takrat, ko smo sredi vrtincev življenja, je dejansko težko. Ampak vseeno, naša duša nas uči. No, zdaj pa gremo še na angelska sporočila. Tukaj da vidimo še ta angelska sporočila. Moja Karla tukaj sedi in dejansko spremlja vse, kar jaz govorim. Tako da v glavnem res je neverjetna. Tale mucka zjutraj izvaja posebno masažo. Jaz prav tako se smejem sama sebi. In dejansko ona dela masažo notranjih organov, ker dejansko gre na mene in masira in prede zraven in to je v bistvu, veste, kakšna masaža in to. Pač neverjetna je tale Karolček. No, v glavnem, pojmo na tale sporočila. Se pravi za tebe, danes 11.11., ki je tak močan portal, za tvojo moč, za tvojo intuicijo, za zavedanje, da imaš moč, da nisi tako nemočna. Zdaj pa vse pada dol. Knjiga, karte, pa da vidimo. Devetica vode. Tvoja želja se uresniči. Skrbi bledijo, povečuje se ti ljubezen do življenja. Devetica vode. Se pravi, pred teboj je tako krasno obdobje. Ja, težko je, ko si sredi sprememb, res je težko. In zdaj poglejmo, ljubezen do življenja, zadovoljstva, svoboda, vse se bo razpletlo tako, kot si želite. Samo zadovoljstvo. V življenju je na pretek preprostih užitkov, razkošje in resnično udobje se vam približujeta, obkroženi ste z lepoto, srečo in zadovoljstvo. Želja, ki jo imate, se vam bo uresničila. Končno se bo uresničilo tisto, za kar ste prosili. Vaše skrbi pa lahko zbledijo, ko so vaši napori nagrajeni. Finančni upi se že uresničujejo. Sreča vas zasleduje. To je očitno to sporočilo, ker karta je padla sama ven. To, da veste, to vam angeli sporočajo, pač vse bo v redu. Vse bo v redu in ja, veste, kolikokrat sem že to rekla in vedno bom ponavljala. Tudi ko je najbolj težko, blagoslavljaj. Zato, ker najbolj enostavno je takrat, ko je težko preklinjati in želeti drugim slabo
ampak s tem, če drugemu pošiljamo slabo, sami dobimo slabo. Zato je tako pomembno, da tudi ko je najbolj težko, pač lahko ponavljate: v imenu Božje ljubezni te blagoslavljam. Se pravi, ne v svojem imenu, ker v mojem imenu bi nekomu zavila vrat, ampak v Božjem imenu te blagoslavljam. In s tem, ko mi sejemo blagoslov, tudi mogoče za tiste ljudi, ki so nas močno ranili, je v bistvu s tem, da sejemo prvo blagoslov v svojem življenju. Tako da, ja, to so danes sporočila 11.11. Ja, dovolite se postaviti v svojo moč, dovolite, da vaša intuicija govori skozi vas, zaupajte si, vodeni ste, angeli vas podpirajo in verjemite mi, da če ta trenutek zgleda res slabo, se bojo odprle poti, samo zaupati je treba. Ja, vem, da je težko, sploh takrat, ko se res dogajajo stvari, ampak zaupajte, tako da stvarstvo ima poseben načrt. To gre skozi mene. Stvarstvo ima poseben načrt. In ti, ki zdaj tole gledaš, si del tega načrta, zato zaupaj in bodi v ljubezni. Tako da, vse dobro, uživajte in ja, če čutite, da morate narediti nek premik glede podzavesti pa vzorcev, ker če imate vzorec konstantne jeze ali pa celo mogoče sovraštva ali pa vzorec pomanjkanja na splošno, ali pa če imate vzorec potrebo, da se vedno ščitite, sploh z odvečno težo, vas res povabim v mojo šolo. To imam vsako sredo v živo predavanja, ker enostavno, dokler ne dekodiramo podzavestnih vzorcev, toliko časa enostavno ne moramo iti nazaj, ker so to kode, ki nas zadržujejo. To je dobesedno, kot da bi bili na nekem patentu in ko to razvozlamo, lahko gremo naprej. Tako da, kot neki energijski vozli. No, tako da v glavnem uživajte, vse dobro vam želim in naj skozi vas govori vaša duša.